Prižgali smo prve praznične luči. Klic dobrote za stanovalce centra starejših. Na tradicionalnem medvoškem zajtrku. Po novem letu le ustrezne greznice. Projekt Las, povezani na vasi. 80 let gimnazije Šentvid. Vsaka odvisnost ima zgodbo. Zarja Čerkes, spet svetovna prvakinja. Lepo pozdravljeni. V Medvodah začenjamo z novo tradicijo Advent med vodami. V petek smo v parku Branislave Sušnik prvič slovesno prižgali adventno svečko in začeli novo tradicijo prazničnega druženja. Pobudo je oblikovala občina Medvode, k sodelovanju pa povabila vrtce in šole, ki bodo vse do Božiča prižigali svečke na velikem adventnem venčku. V pričakovanju decembrskih radosti so že dan prej, torej v četrtek, v osnovnih šolah Preska in Medvode pripravili praznične sejme s čudovitimi izdelki učencev. Dogodki so pritegnili številne obiskovalce ter v kraj prinesli toplino in praznično vzdušje. Praznično dogajanje je spremljala tudi naša ekipa. V parku Branislave Sušnik so v petek uradno odprli predpraznično dogajanje. Na velikem adventnem venčku je zagorela prva adventna svečka, s čimer se je začelo simbolno skupno odštevanje do božičnih praznikov. Ideja je nastala na enem izmed kolegijev ravnateljev medvoških šol in vrtca, kjer so si želeli ustvariti dogodek, ki bi povezal otroke, starše in širšo skupnost. V bistvu je župan dal pobudo, da bi sodelovali šole, vrtci in letos je pač prvič to. Ja, res je, da smo dobili kar velik zalogaj za tole. Nekako sem jaz tudi na nek način glasbenica, sicer tudi razredna učiteljica, ampak sem rekla, v redu, bom prevzela. Je bil težko začeti sicer, pa kako pa kaj, ampak pol na koncu nekaj ta praznični duh te potegne, pa ko vidiš, kako otroci znajo nastopati, pa kako radi nastopajo, se mi zdi, da je pač zelo lahko sestaviti ta program, tako. Zelo radi sodelujejo. Povej, kako si se pripravljala na vodenje današnjega programa? En tak poseben večer je bil, imaš ti kakšne posebne priprave, kakšne so bile? V bistvu sem se bolj sama pripravljala, pomagal mi je moj oči, pa moja učiteljica slovenščine, s katero so skupaj vadili. Tako. In kako ti je bil všeč sam program, si imela sploh kaj časa, da si ga ogledala tudi zraven? Ja, v bistvu je bilo ful lepo, vsi so se ful dobro pripravili, pa tako fajn je, da so vsi tukaj skupaj. Slavnostni prižig je pospremil topel kulturni program, ki so ga pripravili otroci iz osnovne šole Preska in vrtca Medvode enota Preska. Njihovi nastopi so privabili številne obiskovalce, ki so z močnim aplavzom nagradili pogum najmlajših. Vzdušje na zgornjem delu tržnice so dodatno obogatili člani TD Žlebe Marjeta, KS Preska Žlebe ter taborniki rodu Dveh rek, ki so poskrbeli za prijeten domač praznični utrip in druženje ob prvih decembrskih lučkah. Kako ste se lotili snovanja tega programa? So imeli otroci tudi kaj besede, s čim bi nastopali, kako? Ja, jaz sem v bistvu vprašala sodelavce, če imajo kakšnega potencialnega, dobrega nastopajočega, za katerikoli ali ples, ali inštrument, ali deklamacijo, in potem so v bistvu oni med svojimi učenci izbrali tistega, ki bi bil pripravljen recimo nastopati, pa da nima take velike treme. In potem so mi podali predloge in jaz sem rekla, super, jaz bom vsak modulja, da nastopa, ker tudi s tem izgubiš malo treme, pa pridobiš mogoče malo nekega poguma. In sedaj večer je za vami, kako ste zadovoljni z izvedbo, je šlo vse po načrtu? Ja, jaz mislim, da je bilo v redu, za prvič smo bili na vrsti. Jaz mislim, da so uživali, otrocom je sicer malo treme, ampak pa na koncu so videli, da je nič ni to hudega. Jaz mislim, da je v redu večer uspel. No. Prižig prve svečke je le uvod v niz tedenskih druženj ob adventnem venčku. Učenci, ki so v petek pripravili praznični program v centru Medvod, pa so že dan poprej pripravili praznično vzdušje v svoji domači osnovni šoli Preska, kjer so šolske prostore in telovadnico preoblikovali v pravi praznični sejem. Učenci so obiskovalce povabili, da si ogledajo in kupijo raznolike izdelke, ki so jih ustvarjali v sklopu pouka, delavnic in tehnik. Ja, to je v bistvu naš tradicionalni dan. Dopoldne poteka 5 šolskih ur preventivni dan. Preventivni dan namenjen temu, da se učenci med sabo od 1. do 9. razreda dobro spoznajo, povežejo. Zato imamo delavnice na različne teme in učence med sabo zmešamo. Se pravi, 1. in 9. razred sta pomešana že celo leto v okviru tutorstva in danes se celo leto
cel dan tudi sodelujeta. Potem pa pomešamo 2., 4. in 8. letos, pa 3. in 6., pa 5. in 7. Tako da se nekako ustvari malo taka vez tudi med mlajšimi in starejšimi, da ne hodimo po šoli en in drugega, ampak da se malo prepoznajo učenci med sabo in potem to vlečemo celo leto v resnici, ta poznanstva lahko še naprej. Tako da danes na delavnicah delavnice so organizirane tako, da jih vodijo učenci. Oni so dobili idejo, so sestavili, zgradili idejo z učiteljem, mentorjem in zdaj v bistvu kar je nastalo, se zdaj danes tukaj vidi. Na novoletnem sejmu izdelke tudi dajemo na razpolago, da jih kdo vzame domov. Tako da vsa sredstva, ki jih danes dobimo, ker so prostovoljni prispevki obiskovalcev, grejo v šolski sklad, ker mislim, da bomo zelo v redu lahko porabili ta sredstva za vse učence, tako kot je namen šolskega sklada. Kako ste se pripravili na tale današnji sejem in kaj ponuja vaša stojnica? Ja, mi smo se v bistvu zmenili, hoteli smo skupaj, v bistvu še ena sošolka zraven, hoteli smo skupaj nekaj voditi, ker nam je bilo tudi zanimivo, da mi nekaj vodimo. In pol smo v bistvu pogledali, če se imamo doma največ in smo prišli, da imamo teh obeskov. In ja, smo jih vzeli in začeli te zapestnice delati, drugače imamo pa tudi origami, te rože. In kako gre prodaja? Zaenkrat še ne tako dobro, pa bomo videli. Tukaj je voščilne, ko si delate učenci od osnovne šole Preska, 4. razred pa 2. Za pomoč imamo tudi mi 8. razred. To je za preventivni dan od šole. In kako je potekala ta izdelava? Si tudi ti kakšno voščilnico izdelala? Ja, tukaj imamo vsi učenci, ko se na tale delavnico so delate vse tako, pa še veliko drugih stvari. Ja, v bistvu hodili sva po skupinah in malo poprašali vse, kaj počnejo, kaj bo kaj to predstavljali in kaj so naredili za to. In kaj vama je bilo najbolj všeč v današnjem dnevu? Da smo videli, kaj so vse otroci počeli danes in da smo lahko sodelovali tudi pri razširitvi teh delavnic. Posebno pozornost je pritegnila stojnica s čebeljimi izdelki, kjer so predstavili izdelke pripravljene po navdihu čebelarstva in narave, kar je mnogim obiskovalcem ponudilo tudi poučen pogled v svet čebel. Ponujava banjske končnice, sveče iz voska, Medenjake. pa še tele okraske. Kdo je vse to izdelal? Naša skupina, ki smo imeli na preventivnem dnevu. In sta si izbrala izdelovanje iz čebeljega voska. Povejte, zakaj ste si izbrala ravno? Zato, ker imamo tudi učiteljico, ki uči čebelarski krožek in smo se zelo rada ukvarja s čebelami. in pa smo se za to odločili. Dajte mi povedati, kako pa gre prodaja? Imate kakšno strategijo, da boste čim več prodala? Strategije nimava nobene, ampak prodaja gre kar dober. Po hodnikih je bilo čutiti ustvarjalno energijo, medtem ko so se otroci ponosno predstavljali svojim delom. Čeprav je december praznično obarvan, učitelji v Preski ne popuščajo. Vsak dan znova predajajo znanje in ohranjajo učni ritem. To je tisti prvi dogodek, ki nam nekako v bistvu neko tako mejni dan postavlja. Tako da zdaj dan smo vsi z bleščicami, dan smo vsi v smrekicah in tako naprej. Tako da zdaj bomo pa začeli. Popustljivi ne bomo najbolj, zato ker še vedno smo v šoli. Ampak ja, definitivno sledi pa temu tudi v bistvu še nekaj akcij. Ena izmed teh je akcija, ki ima šolska skupnost, ko imamo take posebne izzive za nek določen dan v tednu in se potem učenci na ta izziv pripravijo. Gre za to, da se posebej oblečejo, posebej kaj prinesejo s sabo, tako da tle vlečemo cel teden. Priključijo se tudi božičkova oziroma novoletna pisemca, ki jih pošiljajo drugemu, tako da zdaj v bistvu ta del, kjer so se spoznali danes, lahko gradijo naprej in v bistvu to vse traja do novega leta. Tako da jaz mislim, da je ta dan res tak fina otvoritev decembra. Tako bo ostalo vse do težko pričakovanih počitnic, ko si bodo učenci končno lahko privoščili nekaj zasluženega oddiha. Tudi na osnovni šoli Medvode je konec novembra znova oživel tradicionalni božični sejem, ki ga učenci in učitelji vsako leto pripravijo z veliko vneme. Učenci so s ponosom predstavljali izdelke, ki so jih tedne skrbno pripravljali, od okraskov in voščilnic do uporabnih dekoracij.
Vsaka stojnica je nosila osebni pečat otrok, ki so v projekt vložili veliko truda in veselja. Ja, pripravljali smo se že kar 14 dni, mogoče tudi več. Pri nas je to tradicionalno vsako leto. Razredna stopnja ponavadi že prej pripravljajo, ker to delajo medpredmetno, se pravi pri likovni vzgoji, pri slovenščini, pri naravoslovju, družbi, kakorkoli že. Uporabljajo naravne materiale, uporabljajo izdelke, ki so bili še odprej narejeni. Na predmetni stopni so imeli pa danes tehniški dan, tako da vse, kar so naredili danes. Izdelki so pestri, odvisno od tega, kako so se odločili, kakšna delavnica bo. Se pravi, precej je kulinarike, zato ker vemo, da ljubezen gre skozi želodec. Malo more dišati, sigurno, palačinke so tudi, Kinder punč ravno tako diši po praznikih. Sicer pa srečke so zelo obetavne in zelo bogate. Imamo kar nekaj obrabljenih igrač, ampak ne takih, da bi rekli, da jih vržemo stran, ker otroke učimo tega, da stvar, ki jo pač ne potrebujejo več, da jo lahko prinesejo, zamenjajo, naslednje leto spet prinesejo, spet drugi uporabniki porabijo, tako da zanimivo. Sejem pa ni bil le ustvarjalen, temveč tudi zelo okusen. Zadišalo je po sveže pečenih palačinkah, posebna atrakcija pa je bil otrokom prijazen Kinder punč, ki je v hladnem popoldnevu prijetno pogrel obiskovalce. Vidim, da se je prav danes oblečen za tale sejem. Ja. Božično, takšno kot je vzdušje, to je to. Kaj ponujate na vaši stojnici? Tukaj imamo Kinder punč za 2 medvodkota, danes zjutraj smo ga delali od 9 pa do 1:12. Vse sestavine so bile, ni bilo nič nekaj takega neprimernega otrokom. To je moje prvo leto, ki jo obiskujem pač na tej šoli in sem zelo vesel, ker smo naredili take lepe izdelke. Prvo leto si na tej šoli, kako ti je všeč medvodek? Ja, za zdaj mi je zelo lepo in se počutim dobro. Povej, kako ste ustvarjali za ta sejem? Si imel proste roke, si lahko uporabil domišljijo? Svojo domišljijo smo uporabili, kar se tiče pač teh etuijev za telefone. Učiteljica Mojca Pinter nam je pa dala idejo za te okvirje in smo pač naredili, kako nam je tudi ona povedala. Piškote, potem kakšne šimane stvari, sivkine kreme pa voščilnice. Kdo je vse to izdelal? Učiteljica pa naš razred, pa še od enega učenca babi. Učenci so se preizkusili tudi v vlogi prodajalcev. Vodili so srečelov in skrbeli, da je vsak obiskovalec našel nekaj zase. Ponujamo božično žito, ližike, kokosove kroglice, voščilnice pa lovorjev čaj pa angelčke. In kako gre prodaja? Je kaj zanimanja? Ja, velika. Prodali smo že skoraj polovico naših stvari. Kako težko ali lahko je otroke zanimirati, da ustvarjajo, da se lotijo izdelave vseh teh izdelkov? Imajo radi za ustvarjanje? Nekateri zelo, pri nekaterih pa je potrebno malo več animacije, da ustvarijo, ampak na koncu nastanejo res lepi izdelki. Pa sicer decembra je tukaj v Medvoški šoli kaj praznično, kaj pogledate skozi prste učencom na račun praznikov ali je vse v ustaljenih tirih? Daleč od tega, decembra je zelo pestro, imamo različne aktivnosti, že zdaj smo začeli, že ravno na današnji dan, že s prazničnim vzdušjem nadaljujemo potem skozi celoten december. Tudi letos je sejem nosil posebno sporočilo. Zbrani izkupiček bodo namenili v dober namen, s čimer učenci spoznavajo pomen solidarnosti in skupnosti. Danes pa je sicer v nič kaj prazničnem vremenu zagorela še druga adventna lučka in ostale praznične luči. Izjemoma torej v četrtek, saj bo jutri že vse potekalo v pričakovanju prvega od dobrih decembrskih mož, Miklavža.
V teden Karitas, ki je letos potekal pod geslom Po poti upanja, se je na prvo adventno nedeljo že 34. zapored vključila tudi naša televizija z oddajo Klic dobrote. Po odločitvi vseh 5 župnijskih Karitas bodo v oddaji zbrana sredstva, tokrat namenjena stanovalcem v Medvoškem centru za starejše. Od skupaj 195, ki so v celodnevni oskrbi, jih je kar 72 naših občanov. 3 želje so imeli: prvenstveno terapevtska robotska mačka za osebe z demenco, klaviature za spremljavo domskega pevskega zbora ali pa mogoče cvrtnik za kulinarično obarvane dejavnosti. Žal pa bodo zbrana sredstva zadostovala zgolj za tisto prvo. Zakaj zberemo manj sredstev, kot smo jih nekoč? Morda zato, ker se zbirajo tudi na drugačne načine, s prostovoljnimi prispevki na ostalih prireditvah, preko drugačnih načinov, tudi preko QR kode, ali pa velja tisto, da mora za dobrodelnost stati res močna, srce parajoča zgodba. Za večino vsebine nedeljske oddaje Klic dobrote je bila letos zadolžena župnijska Karitas Smlednik. Marjeta Žebovec in župnik David Jensterle sta na temo letošnjega gesla Po poti upanja razmišljala prek Jakoba Aljaža, saj letos beležimo 2 obletnici, 180-letnico njegovega rojstva in 130 let, kar je na Triglavu postavil stolp. Tudi zato smo v oddaji predvajali posnetek slovesnosti ob julijskem blagoslovu novega doprsnega kipa Jakoba Aljaža, ki je postavljen pred župniščem v Smledniku, in animirani film o Jakobu Aljažu z naslovom Nit ga ne bo junaka, kot je Bačankov Jaka. To je že drugi animirani film, ki je nastal pod okriljem župnije Smlednik. Pod scenarij se je ponovno podpisal župnik David Jensterle, za animacije pa je ponovno poskrbel Juan Juvančič. Tako kot vsako leto doslej smo v oddaji Klic dobrote predvajali posnetek tradicionalnega koncerta, ki ga izmenično pripravljajo župnijske Karitas v naši občini. Tokrat je bila zanj zadolžena župnijska Karitas Pirniče. Zbrane, dvorana Pirniškega doma krajanov je pokala po šivih, sta med drugim nagovorila tudi predsednik škofijske Karitas Ljubljana, duhovnik Marko Čižman, in predsednik župnijske Karitas Pirniče, pirniški župnik dr. Blaž Jezeršek. Najprej čestitke, da se vas je toliko zbralo, kar pomeni, da imate odprto srce, najprej za svojo skupnost. To je eno lepo znamenje, ker če je človeku za svojo skupnost vseeno, potem je težko pričakovati sploh karkoli drugega. Čestitke in zahvala vsem prostovoljcem župnijske Karitas, ki tudi skozi leto pomagate ljudem, odgovarjate na njihove potrebe in se spopadate z izzivi, ne z mislijo, spet je tole, ampak z mislijo, kako bi rešili ta izziv. Želim vam, da vam Bog še naprej ohranja dušno in telesno zdravje, odprte oči za potrebe ljudem v svoji okolici, pa seveda odprto srce. Sestavni del prireditve je bil tudi posnetek izjav številnih pirniških faranov, ki so razmišljali na temo gesla, kaj je zanje upanje. Upanje so mi otroci, ljudje, ki znajo videti v sočloveku prijatelja, pa ki znajo videti sočloveka. S Pavčkovo pesmijo Preproste besede je zbrane nagovorila Joana Rak in s pesmijo Andreja Šifrarja Postoj sopotnik moj Ukrajinka Margo Harbus, ki zaradi vojne v domovini z družino živi na Vrju. Na odru se je že sicer zvrstilo več kot 100 nastopajočih. S plesno točko so se pod mentorstvom plesalke Jagode Batagel predstavili člani društva Barka, skupnosti odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Zapeli so člani kar 3 pevskih sestavov, poleg 2 cerkvenih, malih cerkvenih zvončkov pod vodstvom muzikologinje Ane Milošević in mešanega župnijskega pevskega zbora pod vodstvom zborovodkinje Eve Tomšič-Porenta, še pevski zbor osnovne šole Pirniče pod vodstvom profesorice glasbe Marinke Marije Muhič, ki ga je na klavinovi spremljala ravnateljica, sicer profesorica glasbe Damjana Božič-Močnik, na violončelu Laura Sajovic in na flavti Nika Sajovic. Predstavila sta se tudi 2 mlada glasbenika, Elizabeta Milošević na violini ob spremljavi Ane Milošević
in Avguštin Miklavčič, ki je na letošnjem tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije osvojil zlato plaketo. Zaigral je skupaj z akademsko glasbenico, oboistko in multiinstrumentalistko Evo Jurgec. Med drugim sta zaigrala tudi njeno avtorsko skladbo. Celotno vizualno podobo je zaokrožil žongler Primož, ki se kot samouk izpopolnjuje v žonglerskih spretnostih vse od leta 1995. Za zvočno podobo pa so svoje dodali tudi pirniški pritrkovalci pod vodstvom Domna Rebolja. Zvonovi so, kot je med drugim napovedal voditeljski par, že sicer nekakšna markacija na naši poti upanja. Tajnica, sicer pa srce in duša pirniške župnijske Karitas, Jera Rak, se je v imenu vseh 5 župnijskih Karitas zahvalila številnim nastopajočim. Da ste se odzvali vabilu, več kot 100 vas je. Hvala, ker z nami delite svoj dragoceni čas, svoje talente, svoje spretnosti, svoje znanje in svoj trud. Zahvalila se je tudi številnim gledalcem in poslušalcem, organizacijam in ustanovam, ki jim na različne načine pomagajo pri opravljanju karitativne dejavnosti, med drugim tudi občini Medvode, obema gasilskima društvoma v kraju, tudi naši televiziji, ter sponzorjem, mednje sodi tudi gostilna Mihovec, ki je, poleg sodelavk Karitas, poskrbela za pogostitev na druženju, ki je sledilo uradnemu delu prireditve. Na prej omenjeni prireditvi je sodeloval sicer zgolj prek posnetka tudi pevski zborček, ki v Medvoškem centru za starejše prepeva pod vodstvom Pirničanke Marjete Lukežič. Posneli smo ga medtem, ko smo pripravljali prispevek na temo, za koga bomo tokrat zbirali sredstva zbrana v oddaji Klic dobrote. Po odločitvi vseh 5 župnijskih Karitas bodo v oddaji zbrana sredstva tokrat namreč namenjena stanovalcem v Medvoškem centru za starejše. Od skupaj 195, ki so v celodnevni oskrbi, jih je kar 72 naših občanov. Za nedeljsko oddajo Klic dobrote smo pripravili tudi kratke pogovore z nekaterimi stanovalci, med njimi tudi našimi občani. Prav vsi so zadovoljni in prav vsi polno zaposleni. Z možem sva prišla ta prva, tako da smo še zbirala, kam greva. Še na razpolago smo imeli stanovanje, kamorkoli smo hoteli iti. In smo si zbrali pritličje, da ni bilo treba stopnic hoditi. Glede na to, da ste že toliko časa tukaj, imate pa res precej izkušenj, precej dogodkov. Je kakšen dogodek, ki vam je ostal v posebnem spominu, da ste rekli, joj, to je bil pa res en lep dan? Ali jih je bilo toliko, da ne vem povedati. Jih je bilo dosti. Koliko časa ste že tukaj? Pol leta. Pol leta. In kakšnih je bilo teh pol leta? Kar v redu, zelo sem zadovoljen, lahko rečem, z vsem. In kaj najraje počnete? Telovadba, pa pevske imamo. Leto in pol ste tukaj. In kako se sedaj počutite? Super. Odlično. In kaj je tako odlično? Kaj najraje počnete? Danes ste na pevskih vajah. Vse. Telovadba, vaje za spomin, vaje za ravnotežje, ni da ni. Koliko časa ste že tukaj? Net, je bilo septembra. Kaj bi pa vi rekli nekomu, ki cinca pa razmišlja, bi šel v dom ali ne, oziroma se kar boji tega? Neč meni hodkotla, kaj čem? Ja, jaz sem zadovoljen, kaj še druga reči. Prvenstveno smo torej zbirali sredstva za nakup terapevtske robotske mačke. Zakaj robotske in ne kar žive mačke? Ker je primerna tudi za ljudi z alergijami, invalide in tudi tiste starejše, ki ne morejo več ustrezno skrbeti za živali, so pa željni tovrstnega dotika. Robotska mačka ima vgrajene senzorje, miga z repom, miga z ušesi, se oglaša, ima celo srčni utrip. Tako da predvsem pomembna je za bolnike z demenco in slabovidne, ker oni najbolj čutijo ta dotik in ko se mačka odzove na njihov dotik, na njihovo božanje,
Tako da terapevtska mačka mislim, da bi nam zelo prišla prav. Že sicer smo tokrat posebno pozornost namenili prav oddelku 5, enoti s povečanim nadzorom, kjer stanujejo in ustvarjajo ljudje z demenco. Od 18 stanovalcev na oddelku jih je polovica naših občanov. Že sicer pa je v celotnem centru kar 63% ljudi diagnosticiranih z diagnozo demenca in podobnimi stanji. Pri delu z osebami z demenco je predvsem pomembno, da se zavemo, kako pomemben je ta za njih občutek varnosti, da ga ustvarimo s to našo mirnostjo, da ne hitimo, da spoštujemo to njihovo dostojanstvo tudi takrat, ko so vedenja zahtevna, da smo mirni, da odgovarjamo tudi na njihova vprašanja, ki so lahko konstantno ponavljajoča, še vse z neko mirnostjo in jih probamo preokupirati v druge aktivnosti. Na seznamu želja so bile, poleg robotske mačke, še klaviature za spremljanje domskega pevskega zbora in cvrtnik ali indukcijska plošča. V Medvoškem centru za starejše smo bili na obisku 3. petek v mesecu novembru, torej na dan, ko je bil na meniju tradicionalni slovenski zajtrk. Če ste danes zjutraj torej zajtrkovali kruh, maslo, med, mleko in jabolko, potem ste imeli tradicionalni slovenski zajtrk, tak kot mu je tradicionalno posvečen 3. petek v mesecu novembru. Po novem se z njim zaključi tudi teden slovenske hrane. Tradicionalno smo se na tak petek odpravili v kakšnega od vrtcev. Običajno smo tja spremljali župana in predstavnike oddelka za družbene dejavnosti. Lansko leto in letos pa smo dobili povabilo 2 lokalnih pridelovalcev hrane, Tomaža Misa in Štefana Čebaška. Že drugo leto zapored sta na kmetiji namreč gostila učence osnovne šole Vič. Slednji je tokrat gostil tudi nacionalno televizijo, tudi z namenom, da se predstavi naš medvoški projekt Lokalno je zdravo. Drugo leto zapored smo se pridružili učencem 6. razredov osnovne šole Vič, ki so na tradicionalni slovenski zajtrk ponovno prišli v našo občino, na ekološko kmetijo Prčrnet na Vrju in na tradicionalno kmetijo Mis v Zavrhu. Ja, razlog je preprost, tukaj smo vedno dobrodošli, sprejmejo nas odprtih rok, učencem lepo prikažejo, kako poteka delo na kmetiji in od kje pride ekološko in pa lokalno pridelana hrana. Ja, to pomeni, da imamo tukaj deležnike, ki so osveščeni, ki želijo nekaj dobrega narediti, da se ta lokalna in tudi ekološka hrana vrne v javne zavode. Ker ko se trudimo na obeh straneh, zdaj se še ministrstvo vključilo, se pravi na 3 straneh, potem rezultat na to dolgo progo nikoli ne bo izostal. Povem, da je to res nekaj neverjetnega, da se lahko del tega prizadevanja, da se ta hrana nakončno po dolgih letih spet vrne v javne zavode, ker zdrava, domača in pa tudi ekološka hrana je najboljše, kar lahko ponudimo našim otrokom, za njihovo zdravje in za njihovo prihodnost. Namen tradicionalnega slovenskega zajtrka, v katerega so vključeni vrtci in osnovne šole, je že sicer ta, da tudi mladi spoznavajo pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva, skratka pomena zdrave in uravnotežene prehrane v povezavi tudi z okoljevarstvom. Hrana, ki je pridelana in pripravljena v bližini, tudi če je pridelana na tradicionalni način, je bolj sveža in hranljiva in predvsem brez dodatkov, ki bi bili potrebni za daljše skladiščenje. Zaradi krajših transportnih poti pa pripomoremo tudi k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov. Tradicionalni slovenski zajtrk zdaj že kar nekaj časa poteka tudi v šolah. Mi ga pač obeležujemo na majčkeno drugačen način, tako da gremo na naravoslovni dan. In tudi tukaj iz prve roke potem učenci vidijo, kaj je tisti pomemben del oziroma naša varna oziroma lokalno pridelana hrana. Tradicionalni slovenski zajtrk je bil tako kot že vsa prejšnja leta tudi letos sestavljen enako iz živil, ki so morala biti pridelana in pripravljena v Sloveniji. V konkretnem primeru celo v naši občini. S ponosom povem, da so naši izdelki bili prisotni praktično v vseh javnih zavodih v občini Medvode.
In vedno se veselimo tega časa, ko se organizira tradicionalni slovenski zajtrk širom Slovenije. Bomo še naprej nadaljevali s promocijo naših domačih izdelkov, tako da bomo imeli slovenski zajtrk večkrat na meniju javnih zavodov kot samo v tem le času. Otrokom, ki pridejo na ogled kmetije Mis v Zavrhu in na degustacijo, razložijo pot od trave, krave, mleka do mlečnih izdelkov, torej hrane. Na naši kmetiji se ukvarjamo z predelavo mleka in mlečnih izdelkov, tako da to jim predstavimo. In na koncu se zberemo v prostoru, ki ga imenujemo nacirarnico, in tukaj pripravimo za degustacijo naše mlečne izdelke. Prisotno je naše maslo, skuta in jogurti. Kmetija Mis je že sicer vključena v projekt Lokalno je zdravo, ki je tudi domače mleko in mlečne izdelke po obdobju tetrapakov vrnil v javne zavode. Glede na to, da je trenutno v 2 dnevih nas obiskalo okoli 150 otrok, apeliram na javne zavode v občini Medvode, da se tudi, kot se je odzvala osnovna šola Vič, vzamejo čas, pripeljejo otroke na kmetijo, katerokoli klele našo, ki je pripravljena sprejeti otroke in jih pogostiti. In samo na tak način bo skozi več lokalne hrane prišlo v javne zavode. Počas pa z Andrastjo so včasih rekli temu, a ne? Jaz mislim, da je prihodnost svetla in skozi več ljudi tudi prihaja nazaj na kmetijo po izdelke. In doda še, da tudi hiter tempo življenja sicer botruje temu, da se še več mladih ne odloča za nadaljevanje družinske tradicije. Če imaš pogoje, pa ekipo okoli sebe, dobro, se da pobrati. Govorim iz prakse, mi smo se pobrali kot Feniks iz pepela, glede na to, da nam je kmetija zgorela 2 leti nazaj. In ko sem videl, kakšen napredek se da narediti v 2 letih, mislim, da na koncu dneva so samo izgovori, da se ne da, ker mislim, da se da. Temeljno sporočilo, ki je tokrat šlo, kot rečeno tudi po Sloveniji, je, da se dejansko dogaja proces vračanja lokalne hrane v javne zavode, da se količina slednje povečuje, da pa se morajo kmetovalci v večji meri odločati tudi za razvoj dopolnilnih dejavnosti. Kajti dopolnilna dejavnost pomeni dodana vrednost kmetije, pomeni ekonomska stabilnost in pa pomeni lokalna samooskrba in pa pomeni več zdrave hrane našim otrokom, ki so naša prihodnost. Zakaj se Medvoščani tako težko odločajo za dopolnilne dejavnosti? Sej verjetno je to podobno po Sloveniji, ampak v Medvodah smo res, kar se tega tiče, žal v negativnem trendu. Mislim, da je to vse na osnovi dosedanje zgodovine, kako se je izobraževalo, kako se je usmerjalo kmetovalce, kako je hrana dejansko izginjala in bila domena velikih dobaviteljev, prekupčevalcev, če ne rečem hrane, kar pa v bistvu zdaj s tem projektom obračamo in upamo, da se bodo tudi kmetovalci odločali za dopolnilne dejavnosti. Kajti še enkrat poudarjam, dopolnilna dejavnost je ekonomska stabilnost, včasih tudi preživetje kmetije. Ker opravlja tudi funkcijo člana občinskega sveta in predsednika odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, se Štefan Čebašek v projekt Lokalno je zdravo ne vključuje, čeprav je njegov največji promotor. No, mene po 20 letih prizadevanj izredno veseli, da občina gre v to smer in resnično dela neke konkretne korake v tej smeri, ker te projekti, te delavnice, ki se otroci spoznavajo, odkot hrana, kako se prideluje, kaj pomeni zdrava hrana, to je resnično en velik korak v smeri, da se res ta hrana ponovno vrne v javne zavode in me veseli, da se to dogaja in upam, da bo šlo to tudi naprej. Tako na kmetiji Mis kot pri Črnetovih so tovrstnih obiskov vrtčevskih otrok, kot tudi učencev šol, več kot vajeni in že sicer na različnih prireditvah sodelujejo kot promotorji lokalne hrane. Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je že 2. leto zapored potekal v tednu slovenske hrane, katerega namen je spodbuditi več naročanja, nakupovanja in uživanja slovenske lokalno pridelane hrane, promoviranja slovenskih tradicionalnih jedi in spodbujanje zdravega prehranskega načina.
Cilji so torej podobni, kot jih v projektu Lokalno je zdravo sledi občina Medvode. Projekt se je pred kratkim nadgradil. Po novem občina ne le da sofinansira ceno lokalno pridelane hrane v javnih zavodih, ampak finansira tudi obiske kmetij. Več o tem pa prihodnjič. Skladno z vladno uredbo je do 31. decembra potrebno urediti odvajanje komunalnih odpadnih voda v vseh objektih, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in kjer gradnja kanalizacije ni predvidena. V tistih objektih, ki imajo obstoječe pretočne greznice, ki niso zgrajene v skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, ali pa če odvajajo komunalno odpadno vodo neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja. Skratka, skladno z vladno uredbo bi morali do konca letošnjega leta opustiti vse neskladno grajene greznice. Je vaša med njimi? Da bi to ugotovili, je pomemben še en datum in to je 12. december 2002. Komu torej lahko 1. januarja 2026 na vrata potrka inšpektor in ga opozori na dejstvo, da krši zakonodajo? S 1.1.2026 je potrebna odprava uporabe pretočnih greznic, ki niso bile narejene skladno z takrat veljavno zakonodajo. Vendar so tukaj določeni še dodatni pogoji. V primeru, da je na območju predvidena gradnja javne komunalne infrastrukture oziroma da ta že obstaja, potem to ni potrebno spremeniti. Potem je pomemben moment še tudi datum 14.12.2002, s katerim so bile pretočne greznice prepovedane, gradnja pretočnih greznic prepovedana. V primeru, da ima torej objekt gradbeno dovoljenje pridobljene po tem datumu, mora ugraditi MKČN. V primeru, da je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno pred tem datumom, pa mora potem vsak posameznik preveriti, ali je njegova greznica narejena skladno s takrat veljavno zakonodajo. Če je, potem je potrebna prilagoditev skladno z uredbo šele ob prvi rekonstrukciji objekta. V primeru, da pa ta greznica ni ustrezna in v primeru, da pride do odvajanja vode neposredno ali posredno v okolje, brez predhodnega čiščenja, potem pa je obvezna ugraditev MKČN-ja. Trenutna zakonodaja sicer še ne predvideva posebnih kazni ali glob za lastnike objektov, ki svojih obveznosti niso oziroma ne bodo izpolnili do predvidenega roka, torej do konca decembra. Vendar je cilj teh ukrepov predvsem zaščititi okolje in zdravje ljudi. Ne kaznovanje, so zapisali na pristojnem ministrstvu za naravne vire in prostor. V prihodnji informativni oddaji bomo to temo še nadaljevali. Dodali bomo nekaj statistike tudi o 2 projektih, o sofinansiranju malih komunalnih čistilnih naprav in projektu Čisto zate. Kaj je na primer skupno Magnifiku, Siddharti, Big Food Mami, pa na primer tudi naši občanki, pisateljici Ireni Velikonja. Poleg tistega očitnega še, da so bili tudi dijaki gimnazije Šentvid. Ta v letošnjem letu praznuje 80-letnico in v ta namen so nas sredi novembra povabili na posebno prisrčen dogodek. Pripravili so razstavo, tudi tako imenovani plonk list, ki so bili med razstavljenimi predmeti, pa sprečevala maturitetne obleke. Spomine pa sta v prijetnem pogovoru obujala 2 nekdanja ravnatelja gimnazije, Jure Grgurevič in Jaka Erker, in sedanja ravnateljica Nataša Koprivnikar, in prav tako iz različnih obdobij šentviške gimnazije, 2 gimnazijki, Sergeja Tršan in Laura Degan, ter dijak Igor Mravlja. Že ob 70-letnici gimnazije Šentvid je nastala tapeta fotografij, ali kot je v nagovoru ob tokratnem dogodku o praznovanju 80-letnice dejala pomočnica ravnateljice Tina Terzič, nastala je tapeta spominov, ki krasi hodnik 3. nadstropja gimnazije.
da jih vsak dan spominja, kako bogata in razgibana je njena zgodovina. Tokrat ob 80-letnici pa so vse prej našteto nadaljevali tudi z gosti v živo, ki so vsak v svojem času zaznamovali življenje gimnazije Šentvid oziroma tudi obratno. Spomine so obujali, se zazrli v spremembe in skupaj pomislili, kaj vse se je ohranilo in kaj jih čaka v prihodnje 3 ravnatelji. 2, ki sta šolo vodila v preteklosti in sedanja ravnateljica. Vsi po vrsti so bili žlahtni sogovorniki. Jure Grgurevič, univerzitetni diplomirani psiholog, je svojo pot na gimnaziji Šentvid začel leta 1976 kot psiholog. Med leti 1983 in 2003 je šolo vodil, pred upokojitvijo pa poučeval psihologijo, matematiko in informatiko. Sem počel Boga Isusa, kot rečemo, sem celo kitaro učil, v skupini igral, no pa celo tudi matematiko učil. In potem seveda mi je bilo jasno, da bom do konca življenja, če bom hotel biti srečen, da bom učitelj. Preostala 2 sogovornika, aktualna ravnateljica Nataša Koprivnikar, sicer univerzitetna diplomirana biologinja, in Jaka Erkar, magister izobraževalne matematike in profesor matematike, pa sta ob tej priložnosti lahko delila spomine tako na dijaška leta preživeta na gimnaziji Šentvid, kot tudi izkušnje poučevanja in vodenja na gimnaziji Šentvid v različnih obdobjih. Kot dijak bi predvsem izpostavil, tudi smo se malo o tem pogovarjali svoje sošolce. Ko rečemo, kaj je šola, ne? Šola ni ta hiša, v kateri smo, šola so ljudje, ki so v tej hiši in kljub vsemu v tistih začetnih časih največ časa preživi s svojimi sošolci. In res, jaz sem v gimnazijskem času dobil svoje najboljše prijatelje, govorim seveda o dijakih takratnih, in še vedno, ko da se srečamo, smo stari 18 let, ne pa toliko več. Kot učitelj, učiti je čisti užitek, jaz velikrat rečem. Dokler ne začnemo spraševati, no, pol je malo drugače včasih težje. Ampak v resnici, če rad učiš, je to, jaz bi si upal trditi, najboljši posel na svetu, zlasti, ker o tem poslušaš še desetletja, da ne rečem celo tudi sam, ker se spomniš kakšnega svojega bivšega profesorja, tudi celo kasneje po smrti še slišiš lepe besede. Biti ravnatelj je pa res izjemno odgovorna naloga. Voditi celo to organizacijo dijakov, učiteljev, staršev in vseh, ki kakorkoli drugače sodelujejo s šolo. In je tudi v tem treba uživati. Je pa sigurno od teh 3 vlog najbolj naporna. Slednjo funkcijo je upravljal kar 20 let. Iz pogovora smo izbrali tisto njegovo misel, da je tudi gimnazija ne le izobraževalna, ampak tudi vzgojna ustanova. Jaz sem sicer profesor matematike, sem prišel učiti matematiko. In dejansko kot 24 let star fant nisem razmišljal o tem, da bom vzgajal. In mi je zelo hitro postalo jasno, da je matematika pravzaprav samo orodje za to, da sem preko matematike povedal še kakšno drugo stvar, vzgajal življenjske resnice in verjamem, da si moji dijaki zapomnejo to morda še bolj kot tisto matematiko, ki sem jo učil. Vaš kolega, ravnatelj, vaš prijatelj, več kot prijatelj ste rekli, je dejal, da je dober učitelj tisti, ki tudi kdaj pogleda skozi prste, če sem prav razumela. Ja. Torej, učitelji imamo na nek način tudi srečo, da ne vemo vsega, da ne vemo ozadja dijakovega neznanja, njegove osebne težave, včasih seveda skrivajo, ne povedo vsega tega. In zato si moraš pridobiti en občutek, kdaj pravzaprav ne narediš, ne da ne narediš škode, to sploh ne gre za to, ampak narediš dobro potezo. Kot dijaka v neki situaciji na ta način, ko kljub vsemu pogledaš samo z enim očesom, spodbudiš k temu, da je naslednjič pa bolj pripravljen, mogoče bolj razbremenjen, bolj sproščen in posledično lažje pokaže tisto svoje znanje. Tako da biti učitelj je psiholog in to v tistem res pozitivnem smislu. Danes smo večkrat slišali ravnatelje reči, ja, najbolje mi je učiti. Kakšna je vaša izkušnja? Ja, jaz se strinjam. Kar nekaj vlog sem že upravila tukaj na Šentvidu, bila sem tudi še laborantka za biologijo, tako da sem kar nekaj izkušenj že pridobila, ampak dejansko, kot sem povedala že v temle našem pogovoru, poučevanje je še vedno bistvo našega dela in na ta način seveda ravno tako tudi ravnatelj mora, po mojem mnenju, z veseljem v razred,
da se dijaki začutijo to predanost, to znanje, ki ga učitelji s takim veseljem raztresemo, raznašamo naokoli. Spominje so obujali tudi 3 bivši dijaki iz različnih obdobij. Najmlajša med njimi je bila Laura Degan, študentka komunikologije na Fakulteti za družbene vede, ki je gimnazijo Šentvid obiskovala v času korone in mask ter tudi šolanja od doma. Sergeja Tršan, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, je bila dijakinja gimnazije Šentvid od leta 1991 do leta 1995. Sedaj pa je odgovorna za razvoj in učenje zaposlenih v mednarodnem podjetju z 11.000 zaposlenimi v 20 državah. Izpostavila je predvsem neverjetno povezanost razredne skupnosti. Igor Mravlje, univerzitetni diplomirani ekonomist, pa je šolanje na gimnaziji Šentvid začel v šolskem letu 1966-67. Med drugim je pisec, humoresk in satir in v tem stilu so bila tudi njegova razmišljanja na tokratnem pogovoru. Je tudi tisti, ki je kot ljubiteljski zgodovinar in zbiratelj v kolektiv vnesel zamisel o tovrstnem obujanju spominov tudi prek razstave, na kateri je bilo predstavljeno marsikaj, med drugim tudi tako imenovani plonklistki, maturitetne obleke, spričevala, cvetke iz šolskih zapisnikov. Ko sva pa s kolegico po arhivu v tem našem šolskem in malo mare še odpirale, so se pa potem pojavile tudi vse ta naše publikacije. Tako da to je ena taka, se mi zdi, zadeva, ki smo rekli, moramo jo pokazati, žal res zdaj to malo zamira, ta papirnata zadeva, no, tako da jaz upam, da nekako, mogoče celo še pa uspemo zdaj obuditi in napisati, ker to je bilo vedno tako, vedno smo čakali, tako, kdaj bo recimo v moji generaciji ta šentviška napetost išla, ali bo tudi kaj o meni pisali noter mogoče, a ne, ali bo moj vic noter napisan, ali pa tako, da to so res take stvari, no. Kaj bi rekli, je taka rdeča nit vsega, kar je tukaj predstavljenega? Ja, predvsem naša ljubezen do Šentvida, no, do naše šole. Se mi zdi, da je treba pokazati in zdajšnjim generacijam, kaj se je dogajalo, kaj se še lahko zgodi, kje je potencial, seveda pa tudi ta naša predanost, no. Se mi zdi, da tako učitelji kot dijaki radi smo v šoli, radi imamo našo šolo in ta zgodovina je res tako pestra, no, da bi jo bilo škoda pustiti v enem arhivu. Zato smo se tudi tako odločili in to malo pokazali še na malo drugačen način. Je kakšen izmed predmetov tudi vaš oseben? Moje osebno je tamle seminarska naloga iz 3. letnika, ko sva sošolko pri kemiji o nekih eteričnih oljih, zdaj ko tisto odprem je tako grozno, brez navajanja virov, zdaj tole ne bi šlo čez, ja. In pa še moje maturitetno spričevalo, ki se mi zdi, da je bilo pa tako kar za pokazati. Kar veliko je predmetov, ampak najbolj je po mojem mnenju zanimiva ta zgodovina naše šole. Mislim, da v takšni obliki morda sploh še ni nikoli bila prikazana. Kolegica se je podala v arhiv šolski in tudi arhiv naše države, tako da je tam našla ogromno zanimivega in kot drobtinice servira vsak teden, vsakotedensko eno misel, eno zapis dijakom in učiteljem. In če bi kaj izpostavila, bi izpostavila to, ker so mnoge misli, zapisi, ne samo zanimivi, ampak tudi taki duhoviti in predvsem včasih kar nepojmljivi. To je vaše spričevalo. Kako se je znašlo tukaj na tej razstavi oziroma kako je prišlo do tega? Irena mi je poklicala, ker je vedela, da sem bila tla v šoli in sem pol pobrskala, se imam vse sorte, tole se mi je zdelo pa najboljše. To je vaše spričevalo. Ste ponosni nanj oziroma kako je bilo biti? Čisto všeč mi je bilo in prav lepo je bilo v tej gimnaziji sploh živeti. Jaz sem stanovala tle eno hišo čez most in ponavadi sem bila pa ta zadnja v razredu, sem vedno zamujala. Vam je kakšen profesor ostal v kakšnem prav posebnem spominu?
Ne vem, Tomaževičeva je bila naša razredničarka in ta je bila zelo mila in res krasna. Vaša je tudi tale pohvala. Kaj je njena posebnost? To je pa, da je naša profesorica bila za srbo-hrvaščino, je Srbkinja, Ljubičeva, mati od Milana Ljubiča, ki je bil režiser. In je napisano, da me za prizadevnost me pohvalja, ampak za postignuti uspeh. Ko je omenila Ireno, je imela v mislih našo občanko Ireno Sajovič-Šuštar, mentorico šolske pevske skupine, ki je v uvodni točki predstavila glasbeni miks svetovnih uspešnic od leta 1950 do današnjih dni. Za zaključek pa zapela miks uspešnic dijakov Gimnazije Šentvid. Program, nekako sem se odločila tako, glede na to, kar je res pisalo v teh starih sejnih zapisnikih, da tudi takrat mladina v parkih so poslušali jazz. In potem se je, tako kot smo slišali, ravnatelj pritoževal, češ, zakaj se več partizanskih pa ljudskih ne poje. Se pravi, en dokaz več, da tudi takrat je mladina poslušala tisto glasbo, ki je takrat nastajala, kar je normalno. In potem sem jaz premišljala, kako sestaviti en tak program in sem rekla, nič, bomo kar 50., 60., 70., 80., 90. leta naprej do danes. Končno je šola njihova in dijaki so tukaj, bom rekla, ta glavni. Mi jim služimo. Drugi venček je pa v bistvu zelo zanimiv. Zanimiv mi je to, da današnji dijaki ne vejo, se že toliko odmaknili, da recimo skupina Siddharta nastala na naši šoli. Ravno tako Bigfoot Mama, da je recimo Lado Bizovičar hodil na to šolo, Magnifico je hodil na to šolo, še en cel kup glasbenikov, tudi da sem naredila potem en venček teh naših nekdanjih dijakov, ki imajo danes zelo priznane skupine glasbene. Sama sicer ni bila dijakinja te gimnazije, je bil pa njen oče Janez. Ja, oče je pa v bistvu taka, bom rekla, zelo široka enciklopedija tega, kaj se je nekoč dogajalo, pač povojna generacija. Rodil se je leta 41, 48 ga je bil že tukaj najprej v osnovni šoli, potem na nižji gimnaziji. Doma se dostikrat usedemo, pove razne anekdote, smešnice, vse sorte je, žalostne in vesele. Začetki gimnazije Šentvid segajo v obdobje po drugi svetovni vojni, ko je slovensko ministrstvo za prosveto pričelo širiti mrežo srednjih šol z novoustanovljenimi gimnazijami in strokovnimi šolami. Želja je namreč bila, da se oblikuje čim gostejša mreža nižjih in višjih gimnazij, da bi se lahko čim večje število otrok šolalo na zahtevnejših šolah. V tem duhu je bila 3. septembra 1945. leta ustanovljena tudi nižja gimnazija v Šentvidu z uradnim nazivom Državna mešana nižja gimnazija v Šentvidu nad Ljubljano. V prvem letu je bilo v zavod vpisanih 120 dijakov. Največjo veljavo sta imela slovenski jezik in matematika. Šele v šolskem letu 1974-75 se je ustanova preimenovala v gimnazijo Šentvid, potem ko je zamenjala kar nekaj imen in namenov. Običajno kakšnega jubilanta vprašamo, kaj je njegova rojstnodnevna želja. Kaj je vaša želja kot ravnateljica tele šole z dolgo zgodovino, tele stavbe z dolgo zgodovino? Ko pomislim na želje ob tem jubileju, je pač povezana s poklicem, ki ga trenutno opravljam, se pravi, drugo leto teče moj mandat in novogradnja je tisto, kar si še vedno želimo. Žal je to nekaj, kar je želja že vrsto let, pa vendar bi dodala tukaj še drugo željo, ki pa je povezana z dijaki, s počutjem na šoli. Torej, zelo si želim, da bi se dijaki na gimnaziji Šentvid še vedno počutili sprejeto, dobrodošlo, da bi bili v varnem okolju, v katerega bi vedno radi prihajali. V počastitev 80-letnice gimnazije Šentvid pripravljajo prihodnji petek, 12. decembra ob 19. uri v Ljudskem domu v Šentvidu slavnostni koncert ob 10. obletnici glasbene matineje. Verjamemo, da je marsikdo izmed vas gledalcev ohranil lepe spomine na svoja gimnazijska leta. Ko smo že pri mladih, občina Medvode je potrdila certifikat
mlada in prijazna občina. In smo tik pred sprejetjem nove mladinske strategije. Občina Medvode je sredi novembra v javno obravnavo dala strategijo za mlade v občini Medvode za obdobje 2025 do 2029. Obravnava se je zaključila konec novembra in neuradno smo izvedeli, da do zaključka javne obravnave niso prejeli nobenega komentarja javnosti in da bo strategija šla v glasovanje občinskemu svetu že na prihodnji seji. Strategija za mlade se po ciljih in ukrepih precej razlikuje od prejšnje, ki je bila v veljavi od leta 2020 in je zastarala s koncem leta 2024. Realiziranih je bilo vseh 8 zadanih strateških ciljev, le v 6. strateškem cilju eden izmed ukrepov ni bil realiziran, saj je predvideval, da bi Medvode postale Evropska prestolnica kulture, kar pa je postala Nova Gorica, zato ta ukrep ni bil realiziran. Leta 2021 je občina Medvode prejela tudi naziv Mlada in prijazna občina, ki ga je letos ponovno uspešno podaljšala, o čemer smo pa že poročali v prejšnji informativni oddaji. V okviru priprave strategije je občina Medvode objavila tudi anketo, ki jo je v celoti izpolnilo 188 mladih iz Medvod. Največ anketiranih mladih je bilo študentov, sledijo pa jim dijaki. Kar 21,8% mladih anketiranih pa je bilo v času izpolnjevanja ankete že zaposlenih. Zanimivo je, da si kar 41% vseh anketiranih mladih želi zaposlitve v Medvodah, kar 95,9% vseh mladih pa ne pozna ukrepov občine ali države, ki so jim na voljo kot pomoč pri urejanju stanovanjskega vprašanja oziroma reševanju stanovanjske problematike. Tematike stanovanjskih težav mladih v Medvodah se bomo na televiziji Medvode v kratkem še lotili. Pa zaključimo prispevek s pozitivno številko. Kar 80,5% vseh anketiranih mladih meni, da je v Medvodah dovolj možnosti za rekreacijo v prostem času. V knjižnici Medvode so pripravili večer posvečen eni najpogostejših težav sodobnega časa – odvisnosti. Predavatelj Matevž Belec je obiskovalce skozi konkretne primere popeljal v razumevanje različnih oblik zasvojenosti in razbil številne mite. Poudaril je pomen zgodnjega prepoznavanja tveganih vedenj ter dejstvo, da se z odvisnostjo lahko sreča prav vsak. Izpostavil je, da pot iz odvisnosti vedno obstaja, a zahteva podporo, razumevanje in strokovno pomoč. V knjižnici Medvode so sredi novembra pripravili predavanje, posvečeno eni najpogostejših in hkrati najtežjih tem sodobnega časa – odvisnosti. Predavatelj večera je bil Matevž Belec, ki je obiskovalce popeljal skozi razumevanje različnih vrst zasvojenosti ter skozi procese, ki vodijo v njen razvoj. Namen predavanja na temo odvisnosti je vsekakor to, da se z neke druge perspektive pogleda na odvisnost, torej da ljudje mogoče malo razmislijo o tem, ko srečajo nekoga, ki je nečesa odvisen. Videli smo, da to je zelo pogosta človeška navada, če tako rečemo, ne? In da je zelo velik procent ljudi odvisen. Torej, da vidijo okrog sebe, da se ozrejo, da pogledajo in da vidijo, da pravzaprav za vsako odvisnostjo je neka stiska. In da večinoma tukaj ne gre za ljudi, ki bi bili nekaj slabši. Predavanje je temeljilo na konkretnih primerih, slikovitih prikazih in kratkih videih, s pomočjo katerih je Belec razbijal najpogostejše mite. Občinstvo je spodbujal k razmisleku o tem, kaj odvisnost pravzaprav je, zakaj do nje pride in ali je res posledica šibkosti ali pa se z njo lahko sooči prav vsak. Matevža Belca smo povprašali, kako ga je zaneslo na pot raziskovanja odvisnosti. Lahko bi rekel neka stara ljubezen, ki je še iz predštudentskih let. Namreč odločil sem se med različnimi študiji in sem ugotovil, da tisto, kar delaš v bistvu z veseljem, da tistemu posvetiš največ časa. In ravno področje razvojne psihologije in nasploh, če malo pesniško rečem, kot sem povedal na začetku predavanja, človekove duševnosti, je tisto področje, ki se mu namenil največ časa v življenju. Študiral sem pa še kaj drugega. Dotaknil se je tudi vprašanja, kako pogosto se v resnici srečujemo z odvisnostjo, od česa vse lahko postanemo odvisni, ter kakšno vlogo pri tem igra okolje. Poslušalcem je predstavil tudi prve znake razvijajoče se zasvojenosti ter opozoril, kako pomembno je prepoznavanje tveganih vedenj že v najzgodnejši fazi. Če gre za nekega človeka, ki nam je blizu, ki ga imamo radi,
je vsekakor to, da če se odloči, da bi rad spremenil svojo pozicijo, da mu ponudimo pomoč. Zdaj, pomoč tukaj ni potrebno, da je strokovna. Tukaj gre predvsem za psihično oporo. Največ, kar pravzaprav lahko za nekoga bližnjega naredimo, je, da rečemo, tukaj sem, če me potrebuješ, me pač lahko pokličeš. Ne? Eventualno, kdor ima pa znanje ali pa pozna nekoga, ki ima znanje, torej nekoga, ki je psihoterapevt ali nekoga, ki je zaradi specifične narave študija ali dela, ki ga upravlja, ne? Strokovno podkovan, tam je pa seveda še toliko več možnosti, da se človeku lahko pomaga. Ampak bistvena je ta, tukaj sem, in da se zaveda, da ko me bo potreboval, je, kaj ne rečem, možnost za stik, možnost za podporo najbolj pomembna. Ob koncu večera je Belec izpostavil, da pot iz odvisnosti vedno obstaja, a zahteva razumevanje, podporo in strokovno pomoč. Predavanje je ponudilo vpogled v problem, s katerim se sreča več kot polovica ljudi neposredno ali prek bližnjih, zato so organizatorji prepričani, da tovrstni dogodki prispevajo k večji ozaveščenosti in destigmatizaciji. V soboto popoldne je mrzel veter krepko zavel okrog cerkve Svete Marjete, a mežnarijo ob cerkvi je grel praskatajoč ogenj v krušni peči in družba krajanov, ki je popoldne preživela ob peki kruha, pogovorih in razmišljanju o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti vasi Žlebe. Dogodek je potekal v sklopu projekta Skupaj na vasi, ki je bil izbran na javnem pozivu za izbor projektov za uresničevanje ciljev in ukrepov strategije lokalnega razvoja las za mesto in vas v letu 2024. Mraz nas potiska v hiše, a toplina skupnosti nas spet pripelje drug k drugemu. Ko plamen v peči zažari, se prebudijo tudi zgodbe, tiste stare, pozabljene in tiste, ki jih šele pišemo. S to mislijo so na druženje na hribu v mežnarijo pri cerkvi povabili vaščane iz Žleb, ki so potem zapolnili malo sobo mežnarije in jo napolnili še smehom, zgodbami in ustvarjanjem novih spominov. Skupaj na vas ima več takih majhnih dogodkov, srečanj. To danes bi lahko imenovala druženje. Domačinov, večini so tukaj domačini in sicer gre za povezovanje na večjih nivojih. Vedeti moramo, da bomo drugo leto praznovali 500. obletnico cerkve in se že pripravljamo na ta dogodek. V sklopu projekta bo nastalo 3 artefaktov. Prvi bo v mesecu januarju izid knjige o staranju. Namen te knjige je, da bomo obiskovali starejše ljudi, jim brali pravljice in se z njimi pogovarjali o temah, ki so v knjigi in s tem poskušali priti do materijala za drugo knjigo, kajti želimo napisati knjigo zgodb naše vasi. Opremili jo bodo z vizualnimi podobami, ki nastajajo že dlje časa v sklopu projekta Hiše na hribu in pa tudi z delavnic vezenja, izdelovanj prta in podobnimi. Vse bo narejeno v njihovi vasi, med umetniki in domačini. Tretji artefakt pa bo nova vezenina. Eno vezenino smo videli letos. Želimo pa še nadgraditi to temo. Zgodbo naše vasi in jo prenesti tudi v vizualno podobo kot celostno umetniško delo. Sobotno srečanje je bil torej majhen, a pomemben del projekta, katerega namen je povezovanje, izmenjevanje izkušenj, zgodb in predvsem druženje. Tukaj gor v mežnariji prvo, kar se je zgodilo, je to, da smo to mrzlo hišo spremenili v toplo hišo, zakurili smo peč, se stiskali v peči, dokler se izba ni nekoliko segrela. Segreta peč je potem spekla kruh. Naši vaščani so pripravili, Martina Jezerškova je pripravila kvašen kruh, Marko Kristen je pripravil kruh z drožmi in pa hčera Markotova pa celo fokačo tudi z drožmi.
Tako da v bistvu že vse te vsebine prinašajo eno toplino, ki same po sebi povezujejo. Gospo Martino, ki je pekla kruh, smo z mikrofonom žal zamudili, saj je odhitela k sveti maši. Smo pa uspeli ujeti Marka Kristana, ki se je peke kruha z drožmi naučil na tečaju, ga veliko spekal za družino in prijatelje, zdaj pa so ga povabili, da zamesi hlebčke tudi za svoje sokrajane. Včeraj sem začel s to peko, pa sem imel toliko treme. Zvečer, ki je bilo že vse to pripravljeno za drug dan, za nadaljno peko, je bilo prvo, kar malo listam po zapiskih, pa vidim noter, bi pisalo tudi sol. Danes sem rekel, sol sem pozabil noter dati, ampak me je uspel potem sol nekako spraviti noter, ampak danes je bil en tak bolj čuden občutek, a bo uspelo ali ne, ampak na koncu, ki je prišel kruh iz te krušne peči, moram povedati, da toliko dobrega kruha mi še ni uspelo zamesti. Odnosno, Martina ga me je tako dobro spekla v tej peči, da je bil res kruh, da ga ne rekel vsega pojedel. Naslednji projekt doma potem vgradnja krušne peči? Ja, tako sem razmišljal, nekam jo bo treba postaviti, če smo dobro kruh jesti naprej. Ne? Druženje s sokrajani je tisto, kar je za današnje hitre in v sebe usmerjene čase zelo redek dogodek, a zato toliko bolj dragocen. Zato so dogodki, kakršno je skupnostno srečanje v Mežnariji, zelo pomembni. Zdaj, v zadnjem času, ko je začela še Zvonka malo bolj aktivna biti v teh žlebah s pomočjo kulture, se mi zdi, da se tudi domačini spet bolj pogosto odzivajo in pridejo na ta srečanje. Jaz mislim, da se mora to nadaljevati. Jaz zmeraj, ko sva prišla na kakšno tako srečanje tle gor, ki je turistično društvo organiziral, sem že enkrat zato prišel, ker moraš podpreti domače, tiste, ki vsak dela volontersko. In zato, da nekaj priprav, se moraš udeležiti in če se udeležiš, že s tem mu daš eno podporo, eno pohvalo in tako naprej. Krajani so na tokratnem srečanju poslušali tudi pravljico o trmastem možu, ki je nasmejala predvsem ženski del obiskovalcev. In v smehu vsak po svoje interpretirali, kaj nas takšna zgodba lahko nauči ali nam pove. V uvodu srečanja, ko so se hlebci kruha še pekli v krušni peči, ki je grela celo izbo, pa so obiskovalci prvič slišali tudi liturgijo za Marjeto, ki jo je Zvonka Simčič ustvarila z umetnico Jeleno Soro in je v čast 500. obletnice cerkve Svete Marjete nekakšna zvočna upodobitev vasi Žlebe. To je združitev glasov, zvokov naše vasi. Zgodovinskih posnetkov, posnetkov iz tega časa in pa nekih spominskih bank, kot recimo. Naša vas ima ime Žlebe. V naši vasi je ogromno potokov, tako da se slišijo, tudi so prisotni ti potoki. Mene vsakič posebej razveseli, ko vidim nekoga, ki koraka peš čez našo vas, ker tega ne poznamo več. V mojem spominu je to zelo lepo zapisano, kako smo včasih hodili, kako so včasih, recimo, da so prišli v dolino, da so prišli na delovno mesto, v teh dolgih zimah so najprej skidali sneg in potem so šli na delovno mesto. No, to je recimo en odsev zgodovine in ta zdajšnjo drvenje, avti, vse to je nekako objeto v to liturgijo za Marjeto, ki nas na nek način, upam, da čuva v svojem nedrju. Obiskovalci, ki gredo mimo cerkve Svete Marjete oziroma Mežnarije, pa si lahko s pomočjo telefona kompozicijo tudi poslušajo. O samem projektu pa je zapisano tudi na stebru ob Mežnariji. Sobotno popoldne se je počasi prelivalo v večer. Na nebu je zasvetila luna, krajanom pa se v prijetno topli Mežnariji in veseli družbi nikakor ni mudilo domov. Jaz upam, da se bo počasi začelo odpirati tisto, kar ljudje nosijo s seboj, te svoje zgodbe. Všeč mi je, ker smo prisotni različne generacije in zato upam, da bomo pogledali in videli v
srca in duše različnih, a ne tistih, ki so mogoče tukaj 20 let, 30 in tudi tistih, ki so že 70, 80 in bomo združili to v eno zgodbo, recimo. Upam, da bo čim več smeha in da pride kaj takega pametnega na plano. Projekt Skupaj na vasi s takšnimi dogodki zaokrožuje zgodbo o vasi Žlebe, ki bo vrhunec doživela ob praznovanju poltisočletja tamkajšnje cerkve. Vse zapisane zgodbe, zvoki, slike pa bodo prihodnjim generacijam govorili o tem, kako so živeli njihovi predniki in jim bo v dragocen spomin o zgodovini te prijetne vasice pod Jetrbenkom. Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kijev je s posebno kulturno prireditvijo obeležilo 10. obletnico svojega delovanja. Ob jubileju so obiskovalci uživali v glasbi, poeziji, nastopih gostov ter predstavitvi bogate ustvarjalnosti, ki jo društvo z medkulturnim povezovanjem neguje že vrsto let. Dogodek je še enkrat pokazal, kako pomemben je dialog med kulturami ter kako živahno in ustvarjalno je sodelovanje med slovensko in ukrajinsko skupnostjo. V svojem vabilu so člani društva zapisali, kaj povezuje Ukrajince iz stare diaspore, Slovence iz Bele krajine in Ukrajinko, ki je v Slovenijo prišla v zadnjih letih. Ljubezen do Ukrajine. Prav ta skupna nit jih je pripeljala do ustanovitve kulturnega društva, s katerim v Sloveniji že 10 let predstavljajo bogato ukrajinsko kulturo. Hkrati pa širijo razumevanje do razmer, v katerih se je znašla njihova domovina. Z neomajno predanostjo pomagajo Ukrajincem, ki so v naši državi našli zatočišče, ter tako skozi kulturo, solidarnost in človečnost gradijo mostove med obema narodoma. Pomagamo tem ljudem, torej jaz konkretno predavam slovenščino, torej jaz sem tudi profesor slovenskega jezika, tako da sem se to naučil pač na filozofski fakulteti. In tako da odlično, torej vi ste tisti, ki pomagate in Slovenija konkretno in Evropa, tako da Ukrajinci se zelo dobro počutijo, tudi jaz sem se prej dobro počutil, ker jaz sem že 50 let tukaj. To je pač ena taka obljubljena dežela in ne more biti slabo v Sloveniji. Tudi da se Slovenci sploh sami ne zavedate, kaj imate in kaj bi dali Ukrajinci, da bi imeli Slovenijo, kot imate vi. A glede vsega sem optimističen, torej vsak narod doživlja svojo katarzo, torej ogromno krivic, tudi vas so hoteli zanikati, torej slovenščino in kot Slovence kot narod, to poskušajo z nami 300 let, ampak Slovenci se niste pustili, Hrvati se niste pustili in tudi Ukrajinci se ne bomo pustili. Torej, veste, kdo tukaj zmaguje. Torej, skratka, tvoje gene in tvoje nasledstvo ne more nobeno uničiti. Četudi smo Slovenci šli skozi podobno zgodovinsko izkušnjo, odcepitve od nekdanje velike skupne države, je zgodba Ukrajine veliko bolj boleča in dolgotrajna. Vi si ne predstavite, koliko ta vojna nam dvignila tudi tole pripadnost narodno. Tisti Ukrajinci, ki niso govorili ukrajinsko, ker takih je tudi veliko, veste, pri nas je bila rusifikacija kar močna, so začeli učiti ukrajinščino. Zdaj zbori nastajajo, ljudi hočejo znati svojo zgodovino in kako bi to približali, to je naša že naloga Ukrajincev, najbrž mogoče tudi majčken Slovencem, da se malo več zanimati. Ni nas peljati v nek skupen prostor z Rusijo, ker vidite, mi nočemo biti v skupnem prostoru, zaradi tega ta vojna, mi hočemo imeti svojo zemljo, svojo kulturo in svoj jezik. Slovence in Ukrajince povezuje več kot le trenutna solidarnost. Družijo nas skupne zgodovinske vrednote, spoštovanje do lastnih korenin, vztrajnost v težkih razmerah in globoka zavest, da je prav kultura tista, ki je narodu pomagala preživeti skozi stoletja. Obe skupnosti sta svojo identiteto ohranili z jezikom, pesmijo, pripovedmi in tradicijo. Zato ni naključje, da se danes tako naravno razumemo in podpiramo. V bistvu Ukrajinci smo kar energičen narod, tako nasplošno. Mi smo navajeni na težke, živimo na takem prostoru, ki so skozi nekaj dogajalo in mi nikoli ne bomo nekaj čakali, kdo mi lahko pomaga, kaj naj naredimo. Vedno probamo sami se nekako si pomagati in imamo to neko energijo, to mogoče iz stepe prihaja, ne vem, to malo romantično, romantiziram seveda tale prostor, ampak
Ponavadi to je zelo značilno za Ukrajince, da mi nekako tak delovni, pa energični, pa to o tem se poje veliko tudi v narodnih pesmih. Glavna vrlina ukrajinske ženske ni bila lepota, ne glede na to, kaj se reče, ampak je bila prav tale, da si delaven. Ukrajinci se od svoje osamosvojitve še bolj zavedajo, kako dragoceni so njihov jezik, njihove pesmi in bogata tradicija, ki jih povezuje. To kulturno dediščino skrbno negujejo tudi v Sloveniji, kjer so v zadnjih letih nastali že 3 ukrajinski pevski zbori. S svojim petjem ohranjajo glas domovine in obenem bogatijo kulturni utrip tudi naše skupnosti. Ukrajinci smo šli bolj sicer v etno varianto, torej bilo tako bolj po domače, jaz bi rekla folk varianta. In prav tiste pesmi nas rešuje. Jaz pojem vsakič, ko sem slabe, dobre volje mi pojemo, ne glede na to, da nisem pevka. Poznamo tudi svoje pesmi še in probajmo to obdržati. Tukaj v Sloveniji z nekaj zbori, že jih 3 bo kmalu, en duet, bo še en zbor, folk zbor in zdaj je tale Drevovolika danes nastopa v knjižnici. Tako da kultura in jaz mislim, da mi Slovenci imamo veliko več skupnega, kot si mislimo. Mogoče toliko se slabo poznamo med sabo in to čutimo Ukrajinci v Sloveniji kot eno dolžnost, da tudi pokažemo to našo kulturo, ki nekako ni toliko prikazana. In nam je žal, ker to je lepa kultura, lepa kuhinja, lepe pesmi, lepe tradicije. Na dogodku so obudili tudi spomin na to, kako so v Štanjelu postavili kip Tarasa Ševčenka, ki je za Ukrajince več kot pesnik, je simbol narodne identitete, kulture, jezika in upora. Njegovo delo je temelj moderne ukrajinske književnosti. Razlog postavitve kipa v Štanjelu pa je, da je tam deloval slovenski duhovnik, prevajalec in poznavalec slovanskih kultur Jože Abram, ki je v slovenščino prevedel pesmi Tarasa Ševčenka, še posebej izpostavljajo pesniško zbirko Kozbar, pa tudi ep Hajdamaki. Med najlepših prevodov na svetu. Ni poznal ukrajinščine, ampak za njega je to bilo logično. Tako kot je za enega našega Pavlička bilo logično Prešerna prevajati, torej ne da prevajaš, prepev je treba narediti. Ne? In se pravi, nalogo bi moral imeti pod svobodnim soncem, vi zelo dobro poznate to Slovenci, bi to nekako naj bi pripadalo Abramu, ampak ne, je rekel Krek, ti boš prevedel Ševčenka, a Finžgar bo prevedel oziroma napisal pod svobodnim soncem. Tako da so bile naloge razdeljene in hvala Bogu, to je nastalo čudovito delo, torej duhovniki so bili, vsaka jim čas, torej ker ogromno Slovencev, pisateljev so bili duhovniki. In to je to. Člani društva so ob jubileju spregovorili o nastanku predstavljenih knjig, razkrili ozadje svojega 10-letnega delovanja ter delili številne zanimive zgodbe iz vsakdanje ustvarjalnosti društva. Predstavili so tudi knjigo izvirnih ukrajinskih receptov, ki prinaša okuse in tradicije njihove domovine ter jih ohranja v novem okolju. Večer je dodatno obogatil nastop zbora ukrajinskih beguncev Drevovolji pod vodstvom Olene Šejnine. Pogovor pa je vodil Oleg Rogoza. Ob koncu srečanja je prevladala želja, ki jo delijo vsi, da bi pesem res nekoč lahko preglasila orožje, tragična vojna utihnila in da bi se razseljene ukrajinske družine čim prej lahko vrnile v svoje domove. V Medvodah imamo novo svetovno prvakinjo. Prvo mesto na svetovnem prvenstvu v showdancu, ki je potekalo v Italiji, si je v kategoriji članice duo priplesala Zarja Čerkes iz kluba Bolero. Čestitke. Čestitke pa gredo tudi Andreju Žavbiju za 7. mesto na svetovnem veteranskem prvenstvu v ciklokrosu, ki je ta konec tedna potekal prav tako v Italiji. Člani badminton kluba Medvode so minuli vikend nastopali v prvi in drugi slovenski badmintonski ligi. Ekipo prve lige so zastopali Tadej Jelent, Žiga Podgoršek, Mija Sketelj in Tita Strušnik. V prvem dvoboju so po izjemno napetem obračunu tesno izgubili z 2-3 proti klubu Bit, v drugem pa premagali Branik s 3-2. Mlajši tekmovalci so nastopali v drugi ligi, priznati so morali poraz proti klubu Tem Mirna, 4-1 so premagali klub Pišece, postavo medvoške vrste pa so zastopali Naj Sešek, Anej Cergol, Klavdija Kadivec in Maja Glavina. Slovenska biatlonska mešana štafeta v postavi Lovro Planko, Toni Vidmar, Ana Marija Lampič in Lena Repinc je v Ostersundu na Švedskem zasedla 11. mesto. Zmagali so Francozi pred Italijani in Norvežani.
Tekmovalno razpoloženi so bili tudi medvoški tenesači. Andraž Rozman se je na državnem prvenstvu za mladince do 18. leta v Mariboru uvrstil v osmino finala. Dosegel je 2 zmagi v kvalifikacijah in 1 v glavnem delu tekmovanja. 14-letni Max Dremelj pa je bil uspešen na odprtem prvenstvu A turnirja v Krškem, kjer se je uvrstil v osmino finala, nato pa po težki borbi izgubil z drugim nosilcem iz Ljubljane. Javni zavod Sotočja je objavil javni poziv za predlaganje kandidatov za športna priznanja v letu 2025. Poziv in obrazec za prijavo se nahajata na spletni strani zavoda. Priznanja najuspešnejšim športnikom pa bodo podeljena na večeru športa, ki bo potekal 8. marca v športni dvorani Medvode. Današnjo črno kroniko pričenjamo s posebnim obvestilom medvoških policistov. Izvajalec in investitor obnovitvenih del mostu čez reko Soro pri Štirih mačkah naprošata vse občane, uporabnike ceste, da se dosledno držijo postavljene prepovedi. Most oziroma gradbišče je namreč za javni promet strogo zaprt in je hoja preko delovišča nevarna in posledično temu strogo prepovedana. Na gradbišču se lahko nahajajo le zaposlene osebe izvajalca gradbenih del in pooblaščene osebe. Zoper kršitelje, ki ne bodo upoštevali omejitve gibanja po delovišču, bo uveden prekrškovni postopek. Nadaljujemo pa s klasičnimi vsebinami črne kronike. Policisti so na ladji na parkirišču obravnavali prometno nesrečo. Udeležencema prometne nesreče so po zaključenem ogledu izdali obvestilo o odstopu od ogleda. V Medvodah pri trgovini Mercator so zaradi izsiljevanja prednosti v križišču obravnavali prometno nesrečo. En udeleženec je bil telesno poškodovan. V Smledniku so v križišču pri golf igrišču obravnavali prometno nesrečo. Voznik ni prilagodil hitrosti vožnje in je trčil v postavljeno prometno signalizacijo. Kršitelju so po zaključenem ogledu napisali globo. Policisti policijske postaje Medvode so na Verju opravili ogled vloma v stanovanjsko hišo. Neznanec je s pomočjo primernega orodja in silo telesa skozi kletno okno vstopil v notranjost hiše, kjer je odtujil več različnih predmetov. Policisti o dejanju neznanemu storilcu zbirajo obvestila in bodo po zaključeni preiskavi o ugotovitvah obvestili tožilstvo v Ljubljani. V Zgornjih Pirničah so obravnavali poškodovanje tuje stvari v vrtcu Pirniče, kjer je neznanec odlomil del ograje in stebre za razsvetljavo. Policisti o dejanju in storilcu zbirajo obvestila in bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami obvestili tožilstvo v Ljubljani. V Medvodah so na gradbišču obravnavali delovno nesrečo. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu policisti zbirajo dodatna obvestila in bodo po zaključeni preiskavi obvestili tožilstvo v Ljubljani. Policisti so v Medvodah pridržali vinjeno osebo, ki je na domačem naslovu razgrajala in razbijala. Kršiteljica je bila odpeljana v prostore za pridržanje do iztreznitve, izdana pa ji je bila tudi globa. Policisti so bili obveščeni o ugrizu spuščenega psa v žlebeh. Z zbiranjem obvestil so prišli do lastnika spuščenega psa in lastniku izdali globo. Uporabnike spletnih nakupov policisti opozarjajo na številne oblike spletnih prevar, kot so nikoli dostavljeno blago, investicijska vlaganja, romantične prevare, ugodni krediti in še bi lahko naštevali. V zvezi z vlomi v stanovanjske hiše na celotnem območju policijske uprave Ljubljana in Kranj, predvsem v večernem času med 16. in 21. uro, vse občane pozivajo, da so pozorni na sumljive osebe in vozila. Na policijski upravi Ljubljana opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način. Oškodovance pa zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Žrtve so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Obiskovalce turističnih točk v občini Medvode pa pozivajo, da parkirajo na za to predvidenih parkiriščih. Policisti bodo poostreno nadzirali mirujoči promet in zoper kršitelji dosledno ukrepali. Prav tako opozarjajo, da v parkiranih vozilih na vidnih mestih ne puščate vrednih stvari, saj ponovno beležijo povečano število vlomov v vozila predvsem na nezavarovanih parkiriščih izhodišč turističnih točk in javnih prireditev.
To je bilo vse v današnji informativni oddaji. Predajte se prazničnemu razpoloženju in se vidimo spet prihodnji četrtek s svežimi novicami. Med drugim tudi o tem, da je Društvo invalidov Ljubljana Šiška, vanjo je vključenih veliko naših občanov, danes porodnišnici Ljubljana predalo kar 670 parov copatk. Na snidenje.